Ples duhov v otroškem vrtcu. V Alinem vrtcu vlada velika napetost. Otroci so ves teden risali in izdelovali nenavadne stvari. Danes zvečer pa naj bi bilo vse gotovo in nared. Uporabili so metlo in čopič, namočen v rdečo barvo. Joj, zakaj so oči tako rdeče, obrobljene? In sploh, kakšna čudna glava pa je to? Pri tem kaže Anže na zobe v glavi. Alja pa vedno znova in znova rožlja z verigo. Kaj se vendar dogaja? Kdaj pa se pravzaprav začne ples duhov? Vpraša Alja. Marinka jo poboža po glavi. Marinka je vzgojiteljica v vrtcu. Ne bo več dolgo, reče, in videla boš duhove, ki bodo lezli z vseh kotov in špran. Duhov se pa res ne bojim, zatrjuje Anže. Moja mama pravi, da jih v resnici sploh ni. No, prav. Če res tako misliš, reče Marinka. Ko otroci pospravijo barve in čopiče, škarje, kartone, papirje in vse drugo, kar so potrebovali, prinesejo na sredo igralnice, žimnice, na katerih spijo po kosilu. Nenavadno pri tem pa je, da so kosilo pojedli že pred nekaj urami, zunaj pa je že trdna tema. Pravzaprav bi morala biti Alja in tudi vsi drugi otroci že zdavnaj doma. Očistiti bi si morali zobe in nato zlesti v posteljo. A nocoj je vse drugače. Zobe si umivajo v vrtcu, v umivalnici. Nocoj bodo v vrtcu vsi skupaj tudi prespali. A ste slišali Anžeta? Vpraša Pino. Pravi, da se duhov sploh ne boji. Ah, on ne, jaz pa se jih bojim, ampak čisto majčkeno, prizna Alja. Vem pa trik, ki mi ga je zaupal moj oči. Kakšen trik? Nestrpno sprašuje Maruša. Enkrat sva bila z očijem zvečer na balkonu in podaril mi je zvezdico, pripoveduje Alja. Kar celo zvezdo? Vpraša Pino. Ja, celo zvezdo, ki se še posebej lepo blešči. In kadar me je grozno strah, naj pomislim na svojo zvezdico,
To bo pregnalo temo in zle duhove iz mojega srca, mi je rekel očka. Njemu je to zvijačo razkrila že babica. Pa pomaga? Vpraša Maruša. Moj oči pravi, da pomaga. Kakšna neumnost, nenadoma zavpije Anže. Zvezd sploh ne moreš podarjati. Nič drugega niste kot trapasti, bojazljivi zajci. Ne, pa nismo. Ja, pa ste. Pa nismo, pa ste, pa nismo, pa ste. Zdaj pa dovolj prerekanja, zakliče Marinka. Končno se lahko zabava začne. Vsak otrok prižge svečko in jo postavi v strašno glavo, narejeno iz buče. Marinka ugasne luč. Zdaj prihaja svetloba samo še iz bučnih glav. Kako grozljive so videti! K sreči so otroci prinesli tudi žepne svetilke. Toda kje sploh so naši otroci? Vsi so izginili. Namesto njih mrgolijo naokrog same srhljive prikazni. V soju žepnih svetilk rožljajo duhovi s svojimi verigami. Čarovnice vreščijo in izgovarjajo skrivnostne uroke. Na nosovih imajo velike bradavice. Kosmate pošasti lomastijo sem ter tja in lovijo urne škrate. In joj, da bi bila mera polna, se prikaže še vampir z dolgimi zobmi. Strašna bitja tulijo, zavijajo, ječijo in vreščijo kot poblaznela. Skačejo in plešejo po vsem vrtcu. Plezajo po mizah in stolih, poskakujejo po žimnicah in to tako divje, da človeka kar zmrazi. Čudno, samo eno bitje je nekam mirno. Vampir! Skril se je za Marinko. Le kako bi lahko izgnali te duhove? Otroke lahko reši samo dolga, čudovita pravljica o Luni. Medtem, ko jo Marinka glasno bere, se k sreči duhovi znova spremenijo v otroke. Potem ležejo v postelje. Alja pokaže Maruši in Pinu svojo zvezdico. Kako je lepa, vzdihne Pino.
Takšno zvezdico bi tudi jaz rada imela, vzklikne Maruša. In Anže, ki se je skrivaj priplazil k njim, prav tiho zašepeta: tudi jaz, tudi jaz. Pa si jo poiščite, vsak svojo, reče Alja, saj jih je na nebu dovolj za vse. Moj oči mi je razodel še en trik. Pridite bližje, reče Alja. Otroci nekaj časa šušljajo med seboj, nato stopijo k Marinki. Ko ji vse povedo, se Marinka zasmeje in reče: ja, seveda, seveda, seveda. Naj se zvezdice še tako svetlo bleščijo. Alja in njeni prijatelji so veseli, da je na hodniku prižgana luč. Dragi otroci, tudi kadar nas je malo strah ali ko ne razumemo vsega, kar se dogaja okoli nas, lahko pogum in prijaznost razpršita vse sence. Zapomnite si, kjer je srce pogumno in prijazno, tam noben duh ne more dolgo zdržati. Srečno!